Lep pozdrav vsem tudi v mojem imenu. Ko govorimo o infrastrukturi, se verjetno vsi zavedamo oziroma strenjamo o tem, da predstavlja urejena infrastruktura podporo gospodarstvu in mobilnosti prebivalstva. Pogoj za urejeno infrastrukturo pa je ustrezna prostorska politika, ki na eni strani varuje prostor kot vrednoto, na drugi strani pa brez nepotrebnega administriranja omogoča posege, ki mu dajo novo vrednost in vsebino. Potrebujemo novo prostorsko in novo gradbeno regulativo, s katero bomo pospešili investicije ter izgradnjo prometne, energetske in ostale infrastrukture ter povečali pomen javnega potniškega prometa. Z namenom doseganja teh ciljev bomo pripravili operativni program prenove in izgradnje prometne infrastrukture, ki bo določal vsebinski, časovni in vrednostni okvir izgradnje infrastrukture in njene prenove na področju prometa in na ostalih področjih. Predstavlja bo tudi operativno podlago za izvajanje investicij v obdobju do leta 2020 in po njem. Prioritete v tem programu bodo na modernizaciji obeh železniških koridorjev s poudarkom na interoperabilnosti, odpravi ozkih grl in izboljšanju izvajanja intermodalnega transporta ter na izgradnji oziroma dokončanju izgradnje manjkajočih cestnih povezav. Integracija in modernizacija javnega potniškega prometa pa sta v funkciji večje mobilnosti prebivalstva in doseganja okoljskih ciljev. Na področju elektroenergetske infrastrukture bomo pospešili izgradnjo in obnovo slovenskega prenosnega elektroenergetskega omrežja in s tem zagotovili zanesljivo in čim cenejšo oskrbo odjemalcev električne energije. Dokončali bomo verigo hidroelektrarn na spodnji Savi in izkoristili energetski potencial ostalih vodotokov. Preko nove stanovanjske politike nameravamo vzpostaviti trg nepremičnin ter zagotavljati dostopnost do stanovanj in prenovo obstoječega stanovanjskega sklada. Država mora zagotavljati pogoje, da lahko vsak pride do primernega stanovanja v skladu z njegovimi potrebami in njegovimi zmožnostmi. Najemnina mora v vseh primerih omogočati vračilo naložbe, tistim, ki najemnine ne zmorejo, pripada stanovanjski dodatek. Nova prazna stanovanja, ki ne najdejo kupcev, bomo zapolnili z oddajo preko možnosti postopnega odkupa, pri čemer bi se plačane najemnine štele kot del kupnine ob pogoju dolgoročnega stanovanjskega varčevanja. Spoštovani, v sedanjih razmerah, ko upada domača poraba, je seveda potrebno spodbujati investicijska vlaganja in to takoj. V ta namen je nujno pripraviti operativne programe za evropska sredstva nove finančne perspektive za projekte, ki za izvedbo ne zahtevajo dolge časovne priprave. Izkušnje iz našega mandata, ki je bil po slabem letu dni nasilno prekinjen, kažejo, da se da, zato je potrebno nadaljevati tam in bomo nadaljevali tam, kjer je bilo naše delo prekinjeno. Hvala lepa.